Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji V družbi z Jezusom bomo spoznavali že zelo poznanega letošnjega zlatomašnika, sicer akademika, zaslužnega profesorja Ljubljanske univerze, sicer pa teologa, najprej duhovnika, filozofa, pedagoga, člana Evropske akademije znanosti in umetnosti, gospoda doktorja Janeza Juhanta. Dobrodošli, lepo pozdravljeni v naši družbi. Lepo pozdravljeni tudi vi in poslušalke in poslušalci. Najprej čestitke ob vaši letošnji zlati maši. Že ste jo praznovali, osrednjo slovesnost ste že imeli, tam, kjer sedaj že nekaj let verjetno domujete, ne? Mislim, da v Sori. V Sori 38 let in nekako tudi sem zelo hvaležen župniji in župniku, ki so mi nekako omogočili to slovesnost v župniji, čeprav sem jaz v župniji samo večkrat pomočnik, sicer pa mašujem sestram karmeličankam v Sori in seveda živim v kraju, tako da sem to slovesnost z hvaležnostjo sprejel in tudi obhajal. Koliko se duhovniki vsak dan zavestno nekako usmerjate v to, da ste resnični, posvečeni služabniki najvišjega, tistega, ki pravzaprav v svojih rokah drži to našo zemeljsko oblo in vso to neizmerno vesolje? Glejte, vsi smo že po krstu pravzaprav v Božjih rokah in ves ta blagoslov, ki izhaja iz naše krstne posvečenosti, se razširja potem tudi v druga posvečenja, seveda tudi v duhovniško, in seveda duhovnik ima v katoliški cerkvi posebej, pa tudi v drugih krščanskih cerkvah izjemno pomembno vlogo in hvaležen sem Bogu zanjo, kajti menim, da sem tako lahko številnim ljudem omogočil dostop do Boga in pa seveda tudi odprtost za življenje in za nekako Bogu posvečeno življenje, kateremu je pravzaprav namenjeno vsako človeško življenje, da se steka v Božje roke in tako prinaša blagoslov tudi vsem drugim. Ali in koliko je vaš posvečeni poklic v Božjih očeh nekaj posebnega? Gotovo je nekaj posebnega v tem, da je nekako še večji izziv, kajti vsakega duhovnika Bog posebej kliče ne, da bo nekako gospodoval, ampak da bo služil, in zato sem tudi na podobico Novi maši zapisal, da po apostolu Pavlu, da smo soustvarjalci vašega veselja, to se pravi duhovnik je tisti, ki poskuša ljudem omogočiti, da bi bolje, globlje in seveda s tem tudi bolj pristno in bolj veselo in tudi bolj z upanjem in vero živeli življenje in ga tudi podeljevali drug drugemu. In duhovnik je prvi delivec tega življenja, tudi s tem, ker nam prinaša Kristusa in ker tudi vsakega vabi, da bi hodil po tej poti za Kristusom. Ali kot posvečeni Božji služabniki morate skrbeti tudi za preživetje, tako kot mi, laiki, ali Bog na vas gleda na poseben način? Ja, gledajte, vsi, Jezus je sicer poslal učence in je rekel, da nič ne nosijo s seboj, oziroma svoje apostole, ampak mislim, da vsakdo izmed nas tudi živi zemeljsko življenje, ima vse svoje zemeljske potrebe in seveda tudi potrebuje tako vse človeške pogoje življenja, tudi neko oporo, čeprav smo samski in včasih tudi samotari, pa smo vendarle po drugi strani namenjeni za ljudi, smo vzeti iz ljudi in namenjeni za ljudi, da bi delili z njimi življenje, in tako verjamem, da tudi potrebujemo vso to zemeljsko plat življenja, in če jo nekako delimo, potem tudi bolje razumemo vse ostale vernike, ki jo morajo velikokrat, mogoče celo bolj z velikimi težavami deliti, ker morajo skrbeti tudi za svoje družine, se boriti za vsakdanji kruh in nekako sestavni del tega je tudi to.
Jaz sem seveda to na poseben način tudi kot profesor doživljal in deloval in seveda tudi kot duhovnik pravzaprav mi je bilo vse to blizu in zato tudi razumem, upam, vsakega človeka, vsakega vernika, pa tudi nevernika, ki se mora boriti za vsakdanji kruh. Izhajate iz Štangarskih Poljan, to je nekje na meji med župnijama Štanga in Šmartno, ne? Ja. Tam je vaša domača hiša. Koliko vas je bilo doma, kakšno življenje ste živeli? Doma nas je bilo 7 otrok, 2 sta umrla še zelo zgodaj, kmalu po rojstvu. Ostalo nas je 5, živeli smo v kmečkem okolju. Oče je bil sicer tudi delavec, se je priženil v hiši, mama pa je bila doma iz te hiše in je tudi tesno povezana z marsikaterimi kalvarijami, ki so bile tudi sestavni del življenja krščanskih družin med vojno in to sem opisal tudi v knjigi Domačija pod Svetim Antonom, v kateri opisujem zgodbo moje družine, predvsem po mami, iz stare mame, stricev, mame in seveda tete, v kateri sem pravzaprav opisal to. Sem torej nekako kmečki sin, hodil sem v 3 šole, v Štango, Šmartno in Litijo in nekako živel in odraščal v kmečkem okolju. Koliko vas je zaznamovalo vse to domače, tudi preteklo dogajanje iz vašega otroštva? Vaš oče je bil v taborišču, ne? Moj oče je bil v nemškem taborišču, bil je jugoslovanski vojak in je bil zajet od Nemcev takrat, ko so napadli Jugoslavijo, nekje pri Beogradu in so ga potem odpeljali v taborišče. Tam je bil približno 1,5 leta, potem pa je delal na kmetih. Mama pa je bila doma s staro mamo in 3 bratje so pravzaprav vsi doživeli to kalvarijo. 2 sta bila najprej v nemški vojski, eden je bil v nemški vojski ranjen. Vaša strica? Strica. Drugi je bil tudi ranjen, pa je potem so ga vzeli partizani in so ga tudi partizani potem ubili nekje na Dolenjskem. Tretji pa je bil pri Gestapu v Litiji in je potem se z domobranci vračal na Koroško in je bil potem po vojni na Teharjah umorjen. Lastnoročno, kakor je nekdo pričal od svojega znanca iz sosednje vasi. In nekako ta kalvarija je zelo zaznamovala vso našo družino in verjamem, da tudi mene. Mislim, da je, kot sem zapisal v tej knjigi Domačija pod Svetim Antonom, je tudi mene zaznamovala za duhovniški poklic, kajti od mladosti nekako sem se ukvarjal s temi vprašanji. Govorili smo tudi doma o tem in seveda tudi predvsem vprašanje smisla, zakaj trpljenje in seveda posebej ob tem stricu, ki je bil ranjen in je potem po vojski se vrnil domov, odraščal. Moj oče je veliko delal, je bil zelo delaven človek, on je bil pač tudi zaradi tega, ker je bil brez roke, je sicer še delal lahko, potem je pa še multiple sklerozo dobil in sva bila veliko skupaj in mislim, da je vse to zelo močno zaznamovalo moje življenje. Kaj pa vaši stiki z domačima cerkvama, z domačima župnijama? Imeli ste nekega znanega, zelo pokončnega župnika, ne? Ja, to je bil Anton Gornik, to je bilo v Šmartnem pri Litiji, on je bil tam župnik in dekan in tam me je zaznamoval pravzaprav tudi s tem, da me je povabil, da bi šel v srednjo šolo v Vipavo, ne v kakšno laiško šolo. In je rekel, pač, če se boš odločil za duhovnika, bo dobro, če ne boš pa lahko tudi kaj drugega. Potem sam sem nekako prvotno mislil, da bi študiral zgodovino ali pa postal učitelj, ampak tako je prišlo potem, da sem šel v Vipavo in potem nadaljeval svojo pot v duhovništvo. Ta župnik je zelo znan tudi po tem, da je dal zvoniti ob pogrebu škofa Rožmana, ne? Ja, tega se pa zelo dobro spomnim in to sem tudi zapisal. Bili smo v šoli,
Jaz sem bil takrat v 6. razredu enega jesenskega jutra, ko je Rožman umrl, je dal Gornik zvonit in učiteljica slovenščine je sredi stavka končala in začela grdo govoriti o škofu Rožmanu. In seveda jaz sem to potem prenesel moji mami domov. Ona je bila pri Birmi pri njem leta 1933 in seveda mi je takoj poučila, kako in kaj, da je pač učiteljica, ki je zelo grdo govorila o škofu, pravzaprav govorila vse grdo in lažno. In tako sem tudi tu si zelo globoko nekako vtisnil v spomin to govorjenje o škofu Rožmanu. Po zelo kvalitetni srednji verski šoli v Vipavi ste potem študij nadaljevali v Avstriji, ne? Ja. Kdo vas je tja usmeril? Ja, po študiju v Vipavi, ker sem pač bil lahko dober dijak, hvala Bogu, sem šel k vojakom in ko sem se vrnil, me je nadškof Pogačnik takoj poklical in skupaj z mamo sva šla takrat v Ljubljano, pa sva bila tudi pri njemu, da sem se mu prijavil, da sem prišel nazaj. V bogoslovje sem se že vpisal, potem je pa rekel, ja, boš kar tukaj ostal še do konca leta, v jesen boš šel pa v Rim. Potem je pa prišla še ena sprememba, vmes je on dobil eno ponudbo za Innsbruck in je potem enega kolega poslal tja. Je pa rekel potem rektor semenišča, prav dobro bi bilo, če bi šla dva, in je rekel potem nadškof Pogačnik pravi, ali bi ti šel morda tudi v Innsbruck. Sem pa rekel, jaz bi šel raje v Innsbruck, ker sem slišal nekaj že o fakulteti in mi je bila zelo všeč. Druga stvar je pa 200 kilometrov čez mejo v Avstriji od Innsbrucka je živel moj stric in tako sem računal, da bom potem tudi lažje imel stik z njim spet po dolgem času, odkar se nisva videla, odkar je odšel v Nemčijo. Tako da ste kasneje potem v Innsbrucku magistrirali iz teologije in doktorirali iz filozofije. Ja, vse to sem pravil, seveda je zadeva se zapletla po tem, ko sem že končal filozofijo in teologijo. Sem se vrnil in bil leta 1974 posvečen v duhovnika. Po novi maši smo duhovniki zaprosili za vizum v Sveto deželo oziroma v Izrael in takrat so me potem poklicali na zaslišanje in Udbovec je nekako mi očital razne stvari, da sem delal proti državi. In seveda, ker, kakor je rekel svojemu kolegu na občini, je rekel, ta pa ni kooperativen, ker nisem bil kooperativen, je rekel, vam bomo povzeli, vam pa ne bomo dali potnega lista, sem rekel, vse ga imate tam. In tako sem bil brez potnega lista in se nisem mogel vrniti, da bi nadaljeval študij za doktorat, na kar sem po tudi nekih zanimivih poteh prišel v Stranje, ker sem na Veliki Šmarni leta 1974 maševal. Župnik je šel še isti dan po noči v bolnico, on je večkrat imel take težave, župnik Gačnik, zaradi pljuč. Jaz sem moral potem prevzeti župnijo in tako sem ostal v Stranjah za duhovnega pomočnika in v 2 letih... ne? Prosim? Več let? Ja, vsega skupaj 6 let. Potem so mi vmes nekako drugi pripeljali obleke pa knjige. Imel sem tudi vse pogoje za doktorat, tako da je bilo treba napisati samo tezo. To sem pa potem opravil v Stranjah v 2 letih in potem napisal organom, da sem lojalen državljan in da mi morajo pač vrniti potni list, ker sem pa vmes dobil še magisterij iz teologije in sem napisal, če me ne bom prisoten, bo to škodilo ugledu naše države in sem rekel, kot lojalen državljan bi mi to pripada. Potem me je pa Udbovec samo nekako je prišel z druge strani v tisto sobo, jaz pa z te strani. Pa je rekel, Juhant, vi ste pa nepoboljšljiv. Sem rekel, zakaj pa? Je rekel, zakaj ste me napisal, da ste lojalen državljan? Sem rekel, vse mi niste mogli ničesar očitati. On je vrgel potni list na mizo, jaz sem potni list vzel in potem šel domov in seveda potem sem se zopet lahko vrnil, da sem dokončal študij v Innsbrucku z doktoratom leta 1978. Seveda s tem zasledovanje Udbe še ni bilo končano, so še bile razne druge zgodbe, ampak nekako s tem sem potem lahko vsaj hodil v inozemstvo.
Kasneje ste si pridobili še več pastoralnih izkušenj, 7 let menda ste bili potem tudi pri Sveti Katarini nad Medvodami, ne? Kakšni spomini vas vežejo na ti dve župniji, na to pastoralno delo? Ja, na strani imam lahko res spomine, ker je bilo to zelo živahno delo. V Stranjah je Gačnik zelo okupiral, okrog sebe zbiral mladino, tudi gojil glasbeno življenje. In seveda nekako v enem časopisu takratnem so napisali Fajmošter za bit, torej za bitle, ne? Nekako tako, ker je pač so prišli v cerkev igrati tudi kitaristi in vsi drugi in je včasih bilo zelo bučno na koru pri mašah v Stranjah, pa tudi okrog smo hodili, recimo smo imeli tako imenovane ritmične maše. Seveda pa je delo bilo tudi zelo zahtevno, moral sem se lotiti vsega, otrok je bilo čez 300 in kadar ni bilo župnika, sem jaz moral vse to sam tudi jih pripravljati na birmo, pa poleg tega še prenavljati cerkev, tudi pri župništvu je bilo zmeraj kakšno delo, tako da je bilo delo izjemno vsestransko živahno. In imam na to lepe spomine, pa seveda tudi zahtevni časi so bili. Potem pri Sveti Katarini je bilo pa zahteva še bolj, zaradi tega, ker sem takrat že bil na fakulteti in je bilo treba iz Svete Katarine se voziti v Ljubljano. In včasih je bila ta vožnja kar zelo zahtevna, ker to so bile najhujše zime, kakor so mi zdaj tudi ob Zlati maši predstavniki Katarinske župnije rekli, da sem najtežje zime, nekako sva skupaj z gospodinjo, ona je bila tudi na agrotehniki v službi in recimo sva se v Žirovniku, to je pod Sveto Katarino, sem jaz namontiral ketne, potem je ona sedla v fičota, jaz sem pa zadaj na odbijačih stal, zato da sva prišla gor do cerkve. Očitno ste morali biti zelo angažirani, kar se tiče teh obnov. Ne vem, kako ste prišli do tistega imenovanja onega črnega bosanca Šajtrgo. Ja, to je bilo pa potem v Sori, ker sva morala potem z gospodinjo in njenim očetom, ki je med tem času umrl, ker so nas vrgli iz župnišča, sva morala potem sama graditi hišo. No in ena soseda je potem spraševala, a ni tudi, kje pa je tisti Fajmošter, ki tukaj zida cerkev, pa je potem hčerka njena rekla, ja, saj vidiš tam enega, ki zmeraj Šajtrgo vozi, ta gospa starejša, njena mama pa je rekla, ja, jaz vidim samo enega bosanca Šajtrgo, ki se vozi tukaj mimo. Gospod Juhant, mnogo let ste bili predavatelj filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani, nekaj let tudi njen dekan. Kako ste osebno doživljali to svoje pedagoško delo in svojo profesuro? Kaj vam je pomenilo to delo? To delo mi je pomenilo zelo veliko in sem zelo hvaležen zanj, posebej v takratnih časih, ko je bilo pravzaprav čas izjemno izzivalen vsestransko, kljub temu, da smo bili nekako vse skozi pod nekim udarom, sem se sam trudil, da bi študente, najprej samo bogoslovce nekako do leta 90, kasneje pa potem tudi laike, posebej ko smo zopet Teološko fakulteto uspeli spraviti v univerzo, čeprav smo bili mi njeni soustanovitelji leta 1919. Sem pa se zelo prizadeval za to, da bi tudi laike čim bolj vključili v pastoralno delo cerkve in moram reči, da imam izjemno lepe izkušnje v sodelovanju s študenti in tudi, kot včasih dobivam odzive še zdaj, da so tudi študentje cenili moje delo in bili tudi hvaležni za vsestransko, bodisi, ko sem posebej kot dekan imel kar 5 let nekako odgovorno nalogo, da skrbim za ureditev, predvsem je bilo takrat zelo veliko dela s tem, da smo Teološko fakulteto tudi finančno, organizacijsko in vsestransko integrirali univerzo, zato se je bilo treba tudi boriti stalno v ministrstvu. Za neki enakopravni status? Da smo dobili enakopraven status in tudi enakopravno plačilo, kakor druge fakultete. In danes je tako? Danes je tako in mislim, da je bilo
takrat so bila res v nekem smislu prelomna leta. Imeli smo pa zelo veliko študentov, recimo to so bili letniki skoraj po 100 študentov, recimo, kar je bilo morda največ v tistem času. Menda ni kaj veliko slovenskih izobražencev, ki se jim je uspelo uveljaviti v tujini. Kje vse ste predavali in se tudi izpopolnjevali na področju teologije, filozofije, antropologije? Ja, veliko sem predaval po evropskih univerzah, izpopolnjeval sem se tudi v Angliji, tudi recimo v Levnu sem bil določen čas, potem pa seveda stalno sem imel stike tudi z sosednjimi fakultetami, predvsem takrat smo imeli zelo dobre stike z univerzo v Gradcu, tudi seveda z fakulteto v Innsbrucku, s katero sem bil povezan. Ravno pred kratkim je umrl moj mentor, recimo profesor Muk, ki je bil skoraj 98 let star, tako da z vsemi temi kolegi smo imeli izjemno dobre odnose, pa seveda tudi takrat se je začela ta vedno večja povezava z fakultetami, tudi v našem sosedstvu, recimo v Zagrebu, Beogradu, pa seveda tudi v Đakovu, vse to, pa Splitu recimo, in to tudi danes fakulteta nadaljuje in sem vesel tega mednarodnega povezovanja. Mislim, da je to danes seveda logično in tudi potrebno. Po drugi strani pa to vedno spodbuda, da človek tudi v mednarodnem krogu to pokaže, recimo znanstveno, če hočete, pa tudi seveda vsestransko, pedagoško in drugo primerljivost. V začetku, ko smo vstopali v univerzo, je celo rektor univerze takratni dejansko skušal, je ustanovil neko komisijo, v kateri je tudi vse naše teološke profesorje so pregledali drugi profesori, tako da so nekako tudi formalno potrdili, ker so nekateri rekli, ja, teološki profesori znajo samo švat, ne znajo pa kaj drugega, ampak po tem pregledu ostalih profesorjev smo pač videli, oziroma so lahko videli, da smo primerljivi in dejansko tudi enako šolani. Bilo pa je itak večina nas profesorjev, ki smo študirali v tujini, tako da tudi v tem smislu je ta mednarodna primerljivost bila izredno visoka. Ste avtor številnih knjig, učbenikov, razprav o problemih človeka, etike, družbe, slovenske in evropske idejne, socialno-politične zgodovine. Kaj je smisel življenja? In ali v filozofiji, v katero ste se vi tako zelo poglabljali, moramo najti končni odgovor na smisel človekovega življenja? Ja, glejte, Grki so seveda iskali v smisel v modrosti, kot je zapisal apostol Pavel. Seveda mi pa oznanjamo Kristusa križanega, je odgovoril apostol Pavel, na kar seveda niti Grki takrat niso radi slišali, pa tudi mi danes ne slišimo radi, kajti trpljenja se vsi izogibamo, čeprav je po drugi strani to bistvo našega življenja, ko ste spraševali po smislu. Jaz mislim, da je smisel človekovega življenja, da človek čim bolje in tudi čim bolj odločno in zavzeto sprejema vse težo, vse probleme življenja in jih nekako tudi usmerja k temu, kar je krščansko upanje, da pravzaprav po vseh križih življenja vedno znova ustajamo s Kristusom k novemu življenju, ustajenju, in mislim, da je to bistveno sporočilo. In seveda to sporočilo je po mojem posebno za duhovnika pomembno, recimo kakor je govoril ravno zelo dobro in tudi pokazal svojim zgledom Lambert Ehrlich, da se duhovnik zaveda in tudi vsak kristjan v nekem smislu, da je njegova bistvena postavka, da živi iz duhovnih temeljev. In če so ti duhovni temelji solidni, če jih vedno znova odpiramo v molitvi, potem tudi naš vsakdan, kot pravi Karl Rahner, postaja drugačen, postaja posvečen, živi iz nas pravzaprav tisti
tisto duhovno življenje in se kaže tudi v našem vsakdanjem delu. In najbolj pomembno je, da to življenje posvečuje naše križe, preizkušnje, bodisi osebne, kakor narodne, in zato verjamem, da je tudi, če hočete, rešitev sprave in sožitja, bodisi v naši družbi ali pa tudi v vsaki manjši skupini, v družini in tako dalje, tesno povezana z verskimi motivi, kajti z vero v tem, da je Bog temelj našega življenja, lažje potem rešujemo svoje vsakdanje probleme življenja. Če ne poslušamo Boga in kar nam govori po svetih spisih, ali je duhovnost sploh mogoča? In ali je brez duhovnosti sploh mogoče globlje razumevanje smisla življenja? Ja, glejte, človek je duhovno telesno bitje, o tem pravzaprav sploh ni dvoma. Ljudje nismo samo neka fiziološka osnova, ampak smo duhovno telesna bitja in oboje je pomembno, pri čemer je pa seveda važno tudi, da je duh tisti, ki oživlja telo. To je pravzaprav sporočilo, lahko rečemo, 10 tisočletij človeštva. In kot so zapisali nekateri pomembni sodobni misleci, recimo Jacques Monod, recimo, pa kakšni drugi tudi recimo govorijo o tem, da je sodobna družba pravzaprav zavrgla te duhovne temelje in zaradi tega je v tako veliki krizi. Če mi ne verjamemo, da smo duhovna bitja, da je duh tisti, ki daje življenje, kakor pravi Jezus, potem se nekaj bistvenega pri človeku izgubi, potem človek dejansko ostane v nekem smislu vendar ne prava žival, ampak dobesedno pokvarjena žival, ker človek je govoreča žival, kakor je rekel Aristotel, to se pravi, je duhovno bitje, ki vse svoje fiziološke in vse druge telesne potrebe preživlja ali poduhovlja svojim duhovnim življenjem in to je tisto, kar ga naredi posebnega, kar mu pa tudi vedno znova postaja kot izziv. Zato je recimo, so že Grki rekli, da je človek Prometej, to se pravi tisti, ki načrtuje svoje življenje. Jaz ne morem avtomatsko, to se pravi nagonsko živeti, ampak moram nekako stalno samega sebe oblikovati, zato da bom dejansko lahko živel kot človek in seveda kot poln človek pa je izjemno pomembno, da je človek res poduhovljen, potem bo lahko polno živel svoje duhovno življenje. Šele zavedanje torej duha v samem sebi prinaša neko resnično dostojanstvo človeku. In to oživljanje je tesno povezano z molitvenim življenjem, z poglabljanjem, zato gledajte, katerokoli izročilo pogledate, povsod je to bistveno pomembno postavljeno kot temelj, recimo vsake, ne samo religije, ampak tudi življenja človeka. Če hoče človek živeti, se mora poglabljati zato, da ohranja ravnovesje in tudi, da nekako svoje življenje kot človek načrtuje skladno s svojim celotnim človeškim bistvom. Koliko je pomembno, če hočemo razumeti smisel življenja, da najprej razumemo, kdo smo mi, kdo sem jaz? To je bistvenega pomena, kajti vsak človek se stalno sprašuje, čemu vse to počnem. Tudi zaradi tega, ker je človek umrljivo bitje, je pravzaprav umrljivost, kakor poudarjajo filozofi in kakor seveda tudi poudarja recimo srednjeveška miselnost, ki je pravzaprav iz tega naredila celo, lahko rečemo, pot človekovega življenja, ko so rekli srednjeveški mislici, da je življenje umetnost umiranja. To se pravi, zaradi tega, ker sem umrljivo bitje, je potrebno, da iščem tiste korenine, h katerim se kot umrljivo bitje vedno bolj približujem skozi svoje življenje. In če človek hoče, da bo nekako uravnotežil svoje življenje, mora tako rojstvo kot smrt, ki sta nekako mejni in tudi najbolj izzivalna temelja tega življenja, odgovoriti na nek način in tudi skladno s tem urejevati celotno svoje življenje. Zato je tudi smisel življenja v vsem tem, da človek stalno, kot bi rekel Viktor Frankl, nekako, da v vseh trenutkih življenja
ima človek to pred seboj, potem bo lahko tudi skladno s tem urejeno in tudi dolgoročno živel, brez večjih pretresov, pa tudi brez večjih napetosti med ljudmi, ki se pojavljajo ravno zaradi tega, ker vsak sam nekako ne ureja teh stvari in potem probleme, ki jih imamo v sebi, prenašamo na druge. Človek je dobil od svojega stvarnika pravzaprav prave usmeritve za svoje življenje, 10 božjih zapovedi, dekalog. Večina ljudi danes ne sprejema dejstva, da smo grešni. Preprosto rečejo, da so pošteni, da so pošteno živeli. Morda res po zadnjih 7 zapovedih pošteno. Kaj pa prve 3 zapovedi, ki regulirajo odnos med Bogom in človekom, ta vertikala? Glejte, to je bistveno in zdaj se tudi pokaže to kot problem. Recimo, če seveda mi rečemo, da je samo 7 božjih zapovedi, ki nekako do določene mere lahko urejajo naše vsakdanjosti, da to ni dovolj, se pokaže ravno v tem, ko človek reče, zdaj bom pa jaz sam razpolagal s svojim življenjem, bodisi od spočetja, kakor tudi še posebej v zadnjih delih življenja, ker se danes nekako pojavlja tudi enostavno človekova ošabnost, češ da bo on končal življenje, kakor ga hoče po svoji volji. To je pravzaprav bistveno skregano s tem, da človek ni gospodar življenja, ampak da je odgovoren Bogu. In Terezija Benedikta od križa je recimo zelo jasno povedala v enem stavku, ki je po moje zelo pomenljiv. Pravi namreč takole, pravi, da je zelo dolga pot od kristjana, ki prav moli, ki bere prave časopise, ki pravilno voli in tako dalje, ampak pravi do tega, da pridemo do drže otroškega kristjana v očetovem naročju in cestninarja, ki prizna Boga kot gospodarja svojega življenja. Namreč v tem je šele prav zajeto naše bistvo, to se pravi, nismo mi gospodarji življenja, ampak smo vedno v božjih rokah, to se pravi, smo božji otroci, zato molitev Oče naš, ki nas vse nekako vključuje v to božje obnebje, na drugi strani pa tudi drža ponižnega cestninarja. Glejte, največji grehi ali pa tudi največje zlorabe človeka in človeštva so se zgodile ravno tam, kjer so se ljudje naredili za bogove in so potem izključevali druge. In vse to kaže na to, kako pomembne so te 3 zapovedi in dekalog ni neka pač izmišljotina, ampak je izročilo, ki nam ga je Bog dal že tisočletja zato, da bi prav in tudi dolgoročno lahko živeli. In človek, če hoče to spoštovati in tudi nekako pravilno postaviti svoje mesto, je zato pomembno. Zato ni recimo za manj, da kristjani pri vsaki maši rečemo na začetku, priznam svoje grehe, to se pravi, priznam pred Bogom, da nisem jaz absolutni gospodar, ampak Bog je tisti, ki me drži po konci in v njegovih rokah sem. In predvsem tudi molitveno življenje je pravzaprav to, da se zavedam, da živim v božjem obnebju, da nisem jaz tisti, ki imam v rokah sebe, svet in tudi vse, kar je pred menoj, ampak da je vse to v službi Boga, ki omogoča, da potem tudi jaz primerno sebi in tudi drugim živim in tudi sebe in druge postavim na primerno mesto v odnosu do Boga. Gospod profesor, koliko je lahko zaradi takšnega odnosa človeka danes neke ignorance do prvih 3 božjih zapovedi ogrožen njegov končni cilj, ki so nebesa? Seveda je popolnoma jasno, da je s tem ogrožen tudi končni cilj, ampak tudi njegovo zemeljsko življenje je v veliki nevarnosti. In poglejte, sodobni trendi, bodisi da ne spoštujemo več življenja, da se nekako vsak sklicuje, da lahko počne karkoli, nek skrajni individualizem, če hočete, ali pa tudi življenje, češ da če si jaz lahko privoščim, si lahko privoščim vse. To kaže ravno na to, da pravzaprav tudi naše zemeljsko življenje ni mogoče
in tudi dolgoročno ni vzdržno, če ne spoštujemo teh zapovedi. Če pa se zavedamo, da je še nekdo nad nami, ki je gospodar našega življenja, kateremu smo odgovorni, potem tudi raste odgovornost nas drugega. In katera so še ob tem ključna vprašanja človekovega življenja in preživetja danes? Gotovo so tudi vprašanja prevelike izrabe, o čemer se govori, recimo ekološka vprašanja, vendar ta vprašanja imajo nek širši kontekst, predvsem so to vprašanja, ki zadevajo večje spoštovanje Božjih zapovedi. In Božje zapovedi zelo jasno določajo, bodisi odnos do staršev, do našega telesa, do lastnine, do drugih ljudi, in vse to je zelo enostavno, če hočete, če to spoštujemo. Če pa tega ne spoštujemo, se potem seveda človek, ki se na to požvižga, je pripravljen za to tudi izkoriščati vse druge ljudi, kar so počeli in kar počno še vedno, recimo diktatorji ali pa gospodovalci, takšni in drugačni, in se ne glede na to požvižgajo pač na človekove potrebe, žrtvujejo ljudi za to, da oni vladajo, in zato pustijo, recimo, da umirajo številni v vojnah, v lakoti. Vse te stvari danes so rešljive samo tako, da poglobimo svoje duhovno življenje. In glejte, verni ljudje kljub vsem tem vendarle naredijo koliko recimo nekaj dobrega za druge, koliko recimo naredijo verni ljudje, pa tudi pošteni ljudje tega sveta, ko pomagajo recimo lačnim otrokom, ki so pa lačni ravno ne zato, ker bi bilo na svetu premalo hrane, ali pa ker bi tudi svet, ki ga sedaj imamo, ne dal dovolj za vsem ljudem, tudi tolikim, kot so danes na svetu, ampak zaradi tega, ker je vlada v svetu nepravične razmere, ker eni bogatijo na račun drugih in ker se dejansko to bogastvo steka samo v roke nekaterih, in vse to je rešljivo samo tako, da spodbujamo drugega k večji pravičnosti, seveda tudi k ustvarjalnosti in tudi k delavnosti, ampak ta delavnost mora, kot bi rekel naš socialni teoretik dr. Andrej Gosar, imeti tudi neko pravičnostno noto, to se pravi, tisti, ki ima več, je tudi bolj odgovoren in je tudi bolj potrebno, da več da za tiste, ki si sami ne morejo pomagati ali pa so zaradi drugih krivic prišli recimo v pomanjkanje ali celo v bedo ali lakoto. Ko ste se dotaknili diktatorjev, razmišljam, komunisti, fašisti, nacisti so imeli za cilj le, da bi vladali nad ljudmi, ne pa, da bi jih skrbelo za ljudi. Ali ni to tragika tudi današnjega človeštva, ki se izkazuje zelo močno v zadnjih letih v Evropi in po svetu, ko si nekdo domišlja, da more manipulirati z vsem človeštvom in po svoje kreirati usodo ljudi in narodov? Glejte, danes je ta zadeva postala zelo pereč problem zaradi medijskih in tudi širših propagandnih vplivov, ki imajo zelo široke razsežnosti. To se pravi, vedno je nevarnost, recimo, da vsakdo izmed nas zaide v neko sebičnost in zato zatira druge. Bodisi v družinskem krogu ali pa na delovnem mestu ali kjerkoli. Če ima pa kdo pooblastila in če ima tudi vzvode, recimo, in seveda politične, medijske in druge vzvode, kar je danes zelo močno, je zelo velika nevarnost, da manipulira z ljudmi, če nima v sebi odgovornosti in tudi nekega človeškega, empatičnega, to se pravi sočutnega čutenja z drugimi ljudmi. Zato številni misleci danes, recimo o tem so pisane številne knjige, govorijo o tej sočutnosti, da je pravzaprav tisto, kar je človeku prirodno. O tem tudi govori recimo Joachim Bauer, Rifkin in drugi, recimo številni misleci o tem pišejo. Pravijo, da je človek po naravi vendarle empatično bitje, to se pravi, sočustvuje z drugim in želi deliti življenje. Vendar je pa nevarnost vedno, da tudi z drugim tekmuje, kot pravi Girard, in poskuša drugega izriniti, in zato je izjemno pomembno, da ima tudi motive,
da je dolgoročnejše življenje boljše, če mi sodelujemo, in to izkušnjo imamo vsi. V kakšnem svetu živimo danes, gospod profesor? Ali imamo nad seboj danes gospodarje, ki imajo v resnici načrt uničiti slovenski narod, pa tudi druge narode Evrope in sveta? Kaj naj sicer pomeni načrtno zmanjševanje števila svetovnega prebivalstva, načrtno zastrupljanje človekovega življenjskega prostora, poskusi uzakonjanja evtanazije, uporabe drog, LGBT propaganda in tako naprej? Glejte, jaz sem prepričan, da veliko ljudi, ki to počne, se ne zaveda resnosti teh problemov. Številni pa najbrž tudi seveda to počno z zavestjo, da bodo manipulirali z ljudmi. To je bil vedno tudi nevarnost v zgodovini, ampak vse take manipulacije so potem vodile do iztrebljanja ljudi, kakor so to počeli totalitarni režimi. Danes se pa to iztrebljanje ali, če hočete, izkoriščanje in uničevanje ljudi dogaja na zelo prefinjene načine. In tudi v slovenski družbi je to izjemno nevarno vprašanje, ki se danes recimo skuša tudi uveljaviti v šolstvu. Jaz mislim, da nobena taka stvar seveda dolgoročno ne bo vzdržala, kakor so tudi totalitarizmi slej ko prej propadli, bo tudi to, ampak z velikimi žrtvami. In zato je, kot sem prej rekel, recimo izjemno pomembno, da je človek bitje, ki mora naprej predvidevati in predvidevati mora pač tisto, kar je dobro ne samo zanj osebno, ampak tudi za širšo skupnost, kar je dobro za človeka kot takega. Ali se zato dogaja vse to tudi, ker dobri ljudje ne ostanejo in se ne postavijo proti temu? Kaj naj si mislimo o tistih, ki smo jim na volitvah dali, denimo, svoje glasove, pa v vsem tem molčijo, ne povzdignejo svojega glasu, ko gre vendar za življenje ljudi, za našo skupno preživetje? Ja, glejte, jaz sem to že javno napisal, mene je zelo boli, da tudi krščanski ljudje, jaz tudi osebno poznam marsikoga, recimo, ki je veren in ki tudi nekako v svojem osebnem življenju vendarle pristaja na neke krščanske temelje svojega osebnega življenja, v družbi pa pravzaprav zagovarja stvari, ki so popolnoma nasprotne temu. In zato je danes možnost teh manipulacij izredno velika in seveda zato je tudi pomembno, da se tega zavedamo tudi ob volitvah, in kot so pokazale te evropske volitve, so se ljudje tudi uvedli, ampak veste, to ne gre od danes do jutri. Recimo vsake volitve, ki pridejo, sicer lahko navržejo nekaj, kar je mogoče tudi družbeno problematičnega ali celo škodljivega, ampak za določen čas pa je to seveda tudi določena rak rana te družbe, če taki ljudje pridejo na oblast in manipulirajo potem z nami. Kaj je v resnici taktika današnjih na videz demokratičnih režimov? Ja, posebej je to dejansko zanimivo ali, če hočete, žalostno bolje rečeno, da taki ljudje dejansko v demokraciji, ki vsem omogoča, da se uveljavljajo tudi po demokratičnih poteh svoje slabe in tudi za človeštvo zelo škodljive ideje in tudi načrte. Zato je včasih izjemno pomembno, da se tega zavedamo, in demokracija je vedno bila tista, posebno nemški teoretiki so recimo v zadnjih desetletjih veliko pisali o tem, kako je potrebno, da demokracijo vendarle vzdržujemo, da se šolamo v demokratičnem mišljenju. In seveda v naši družbi se trenutno zdi, da nekatere stvari potekajo čisto mimo, vendar po demokratičnih principih, po katerih tisti, ki so največji totalitarci, največji nasprotniki in tudi največji uničevatelji človeka, delajo po demokratičnih procesih tisto, kar je škodljivo za celotno družbo. Prej ste omenili znamenitega doktorja Lamberta Ehrlicha.
V času druge svetovne vojne in po njej so komunisti odstranili vse, ki so jim bili na poti do prevzema popolne oblasti. Kolikšna je nevarnost danes za tiste, ki se borijo za zmago resnice in pravičnosti v svetu? Pred kratkim se je zgodil denimo atentat na Donalda Trumpa. Glejte, težko je komentirati, zakaj je pravzaprav, in tudi najbrž ozadja še niso tako raziskana v zvezi s tem atentatom, ki ga je seveda treba absolutno obsoditi in zavreči taka poskuse v družbi. Vendar na drugi strani se moramo pa zavedati tudi tega, in tudi Lambert Ehrlich se je tega zelo jasno zavedal. Glejte, če začneva pri Jezusu, recimo njegova pot je bila tudi družbeno kritično zelo tvegana in je pripeljala pravzaprav do kam? Do križa. In tudi Lambert Ehrlich se je po moje tega zavedal, da se svojo kritiko pravzaprav vodi v to pot. Ko so mu številni rekli, recimo naj se malo pred atentatom odstrani iz Ljubljane, ker so verjetno že vedeli, da se to načrtuje, je on rekel, če se bom jaz umaknil, kdo se bo boril. In to je tisto, kar je bistveno v našem življenju potrebno, se je boriti za temeljne vrednote, za resnico, pravičnost in pa tudi poštenost, če tudi to, kdo lahko plača življenjem. Ampak to mora vsak sam odločiti, ali je pripravljen iti tako daleč, ali je pripravljen se boriti. In to vam tudi iz osebnega življenja lahko rečem, ni se lahko vedno boriti za to, da in tudi javno besedo zastaviti za tiste temelje, ker to vedno znova prvič zahteva to tudi od nas, vsakega izmed nas, da je človek na mestu, da poskuša tisto, kar zagovarjamo v javnosti, tudi sam živeti v svojem življenju. Na drugi strani je pa to tudi seveda vedno izzivalna pot, ker vodi pravzaprav v nekem smislu na križ, kakorkoli že to potem konkretno praktično izpade. Ali ste vi kot mislec, filozof in teolog v današnji družbi kaj moteč dejavnik? Na katerih področjih imate morebitne težave zaradi vaše angažiranosti za blagor naroda? Ja, glejte, prej sem imel tudi vidne oprijemljive točke, ker sem videl, da me je režim zasledoval vse skozi do 90-ih let, tudi še kasneje, recimo in tudi danes pravzaprav vidim, da zaradi tega nekako pri določenih krogih nisem sprejet, ali se me določeni ljudje bojijo ali me ne sprejemajo. Tudi vas mediji, verjetno državni, nacionalni tudi recimo državni kaj? Mediji, sploh recimo odkar smo bili tako rekoč izločeni. Pri Lipi sprave? Ja, tudi pri Lipi sprave, ampak tudi pri svetu RTV, recimo odkar so nas nasilno odstranili, zato ker smo se zavzemali z profesorjem Gregorčičem, ki je pravzaprav skušal potem to tudi politično uveljaviti, smo se zavzemali za kriterije, da bi bila ta televizija res poštena in tudi televizija odprta za vse, pluralna in predvsem verodostojna. In sedaj seveda to nacionalna televizija ni in je to velik njen problem, zato seveda tudi vedno bolj propada in dolgoročno tako ne bo mogla funkcionirati. Ampak osebno je pa to seveda vedno zavzeto delo, recimo tudi takrat, ko smo se zavzemali, da bi ta zakon o RTV ne bil sprejet, so nas številne dali potem na KPK, ki nas je obtožila, da nismo kot svetniki, in jaz sem moral potem tudi, sem imel neke procese, ki so se končali potem tudi z sodno odločbo, v kateri je sodišče odločilo, da pravzaprav smo ravnali korektno, ampak imeli smo zaradi tega tudi take konkretne težave. In to se seveda dogaja tudi danes. Recimo, poleg tega tudi recimo nimamo besede tam, kjer bi, čeprav se reče danes, da imajo vsi enake možnosti, ampak te enake možnosti niso, ker določena mnenja v nekaterih televizijskih hišah sploh niso sprejeta oziroma ne smejo priti v javnost. Ali ni tudi danes edini pravi temelj sodobnega demokratičnega življenja in zdravih medčloveških odnosov 10 božjih zapovedi? Brez dvoma, gledajte, to ni izmišljotina neke skupine
judovsko-krščanskega izročila, to se pravi Mojzesova ali pa pač judovske vere ali potem krščanstva, ki je to sprejelo in nadaljevalo, ali pa tudi, ki ima v določenem smislu tudi v drugih, tudi islam in vse druge religije pravzaprav sprejemajo ta temeljna načela in ne moremo reči, da smo mi pa danes nekako človeka na novo izumili. To je skregano z naravno pametjo in tudi vsi ljudje to vedo, vendar seveda vedno so pa bili taki poskusi, da bi določene dele, recimo 10 božjih zapovedi ali pa celotno izročilo zavrgli, češ da je to nekaj, kar ni moderno, ampak to je vodilo vedno v propad človeštva in človeka. Sodelovali ste pri raznih združenjih in komisijah, tudi na ravni Evropske unije ste vodili, morda še vodite raziskovalno skupino, ki se ukvarja z etiko in etičnimi problemi v slovenskem in širšem svetovnem prostoru, svetovni družbi. V večjih projektih na tem področju ste sodelovali v Evropski uniji. Kaj pomembnega ste odkrili, kar je bistveno tudi za naše razumevanje sedanjosti in prihodnosti? No, jaz sem se veliko ukvarjal z problemom človeka in pa tudi etike, tudi dela, ki sem jih napisal, so z tega področja in sem seveda to tudi primerjalno s strokovnjaki v Evropski zvezi oziroma v širšem evropskem in tudi, če hočete, svetovnem prostoru vedno znova korigiral na različnih predavanjih, simpozijih in tako dalje. Še sedaj nekako tudi moji kolegi, jaz ne, sicer sem član te raziskovalne skupine še vedno, ampak se neposredno ne ukvarjam medtem, ko naša skupina to deluje. Bistveno vprašanje se meni zdi je tukaj, ali dejansko krščanske vrednote, to, kar ste prej rekli, še vedno imajo pomen in kako se te vrednote lahko v naših prostorih širijo in kako bi jih morali tudi, kot rečemo danes moderno, implementirati v sodobni svet. To se pravi ne samo na področju šolstva, ampak predvsem tudi na področju ostale vzgoje, pa potem tudi seveda v znanstveno-raziskovalnem smislu in tudi seveda v vseh družbenih procesih. Jaz sem se predvsem veliko ukvarjal tudi s tem, kako je mogoče te stvari uveljavljati in če hočete, moj zaključek je osebno, da je poleg vsega teoretičnega dela izjemno pomembne so osebnosti, ki ta stališča zastopajo in jih poskušajo tudi v svojem življenju vedno zagovarjati in tudi neustrašno braniti v javnem življenju in v osebnem življenju. Gospod Juhan, vsa leta ste že član, pa tudi predsednik Združenja Oblipi sprave. Kateri so glavni pogoji, da se lahko v družbi zgodijo neki temeljni premiki na boljše? Ja, glejte, pri nas smo tu pravzaprav žal še v marsikje na začetkih, recimo, če pomislimo samo, da so ljudje, ki so bili nedolžni, pomorjeni in tudi, ki so bili pa že izkopani iz Macesnove gorice, potem Romi, ki so bili prav tako izkopani, da ti ljudje, ki so nedolžni in ki so umrli, nimajo prostora v slovenskih grobovih. To je nekaj, kar je nezaslišano, to je, če hočete, glas vpijočega v puščavi, ampak vendar je to tudi na nek način spričevalo slovenske družbe, slovenske politike in tudi slovenske demokracije. Dokler te stvari ne bodo rešene, ne moremo govoriti o normalni družbi, ne moremo govoriti o demokraciji, kajti v vseh družbah so mrtvi, ko so mrtvi, ne glede na to, kaj so bili, ampak ti so bili poleg tega še nedolžni, ampak ne glede na to, kaj je kdo bil, tem ljudem pripada grob, jim pripada tudi dostojanstvo, jim pripada, da jih spoštujemo kot ljudi, s tem, da jih pokopljemo, da jim damo tudi ime na grob in da jih tudi spoštujemo kot ljudi. To se v slovenski družbi ne dogaja in to je velika odgovornost predvsem politike, da to spravi. In nekako v društvu Združenja Oblipi sprave smo se vsa leta za to zavzemali
in tudi nekako napisali deklaracijo o narodni spravi, v kateri pač zelo jasno povemo, kaj se je pravzaprav med vojno zgodilo, da se je poleg vojne dogajala revolucija, kdo je kaj zakrivil in da je to treba enkrat priznati, in to pravzaprav v naši družbi še vedno ni, tudi po postopkih, recimo zakonodajnih postopkih, revolucija ni omenjena kot tisti krivec, zaradi katerega je toliko in toliko ljudi umrlo in zaradi tega, ker še vedno določeni del naše družbe živi na teh privilegijih in vlada, se to ne more zgoditi, ker če bi to priznali, potem moramo priznati, da je bila revolucija zgrešena, ker je naredila toliko in toliko gorja slovenskemu narodu. Tudi mnogi znani, zelo pomembni ljudje za slovensko družbo in državo so prepričani, da je odpiranje tem polpretekle krvave zgodovine korak nazaj in ovira k resnični spravi. Ali je sprava mogoča, če se nismo pripravljeni najprej soočiti s celotno zgodovinsko resnico? Glejte, če se bi mi dva skregali ali pa če se kdo od naju skrega s kom iz svoje okolice, je potrebno najprej razčistiti, kaj se je med nama zgodilo. In tisto, kar se je zgodilo, terja tudi neko odgovornost vsakega izmed nas, tako ali drugače. Kjer je prišlo do nekega spora, je treba te stvari razčistiti, če hočeta ta dva ali več oseb, ki so se med seboj skregale, živeti, morajo to razčistiti zato, da bodo normalno naprej živeli. In to je temeljna potreba človeka. Človek želi, da se uredijo stvari, ki so med nami in ki ustvarjajo med nami bregove ali zidove ali ki nas razdvajajo. In tako je tudi seveda z revolucijo. Potrebno je najprej videti, kaj se je zgodilo, treba je razčistiti resnico. To ni vračanje nazaj, ampak to je razčiščevanje tega, kar je med nami, kajti to so še vedno stvari, ki nas ločujejo. In samo pot do resnice je tista, ki odpira pot potem tudi spravi. Še zadnje vprašanje. Gospod profesor, kako razumete danes svoj položaj duhovnika in katoliškega intelektualca in kako ste zadovoljni s statusom duhovnika v naši slovenski družbi in državi? Ja, ta država pravzaprav ima velike probleme s statusom duhovnika, tudi s tem, da se je nekako to plačevanje, ki je zgolj marginalna zadeva, če tako rečem, predvsem v tem smislu, da duhovnika s tem na nek način spet peha v tisto, kar je bil v bivšem režimu kot nekoristnega družbenega člana. Mislim pa ravno nasprotno, duhovnik je bistveni del družbenega življenja in tudi osveščanja družbe in verjamem, da imamo tu izjemno pomembno vlogo in jaz se ne bojim tudi, če hočete, ker se zdi, da recimo da se še število vernikov tako v Sloveniji kot v Evropi manjša. Jaz mislim, da naša duhovniška pot je odprta, ljudje potrebujejo ljudi, ki jim vzbujajo upanje, ki jim prinašajo odgovore na njihova zelo pereča, vedno bolj zahtevna vprašanja življenja in zato verjamem, da rabimo veliko odločnih, predvsem pa pogumnih in tudi seveda osveščenih duhovnikov, ki bodo ljudem pristopali s tem razgledom, da lahko prinašamo upanje v njihovo osebno življenje, ampak tudi seveda pa tudi v družbeno življenje. In mislim, da zato duhovnika danes družba še toliko bolj potrebuje in mislim, da ga bo v prihodnje še vedno bolj in verjamem zato, da naše mesto je izjemno pomembno. Že mnogo let si zelo intenzivno prizadevate odkrivati osebnost in delovanje doktorja Lamberta Ehrlicha, ki si je izjemno prizadeval za blagor ne le slovenskega naroda in so ga komunisti leta 1942 v Ljubljani likvidirali. Zakaj ga moramo Slovenci bolje spoznati? Vi ste celo pripravili in izdali zajetno knjigo Lambert Ehrlich, prerok slovenskega naroda. To bi bila morda tema najine prihodnje oddaje. Ja, lahko, zakaj ne? Prosim. Z veseljem in mislim, da je res on prerok prvič zato, ker je napovedoval slovensko državo in jo tudi konkretiziral v svojih spisih, ki so potem šli v inozemstvo in se potem vrnili in je tudi vplival na Demosovo politiko, ki je ustvarila slovensko državo. Predvsem pa, ker je veroval, da je krščanstvo
temeljni del našega narodnega življenja in ker je veroval tudi, da človeka lahko osveščamo samo tako, da oseba živi polno duhovno življenje. In seveda takih osebnosti je še več, recimo veliko sem pisal tudi o Janezu Evangelistu Kreku in drugih Slovencih, recimo, ki so izjemno pomembno zaznamovali našo zgodovino, ki pa so seveda z revolucijo vsi padli v brezimnost in jih danes moramo oživiti, pa ne samo teoretično, ampak oživiti predvsem s tem, da vsak izmed nas stopa na njihovo mesto in poskuša uresničevati njihova načela in uresničevati po najboljših močeh tudi njihovo življenjsko pot. Gospod akademik, profesor dr. Janez Juhant, iz srca vam hvala za to, da tako pogumno že toliko let stopate iz vrste v slovenski družbi, v slovensko javnost in tudi v cerkvi. Hvala vam za vsa ta plemenita prizadevanja in iskrene čestitke še enkrat ob vaši letošnji Zlati maši. Že se veselim najinega naslednjega srečanja in pogovora in prepričan sem, da tudi naše gledalke in gledalci. Hvala tudi vam in želim blagoslova gledalkam in gledalcem in naj Božji blagoslov spremlja naš narod v tem prizadevanju. Najlepša hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost.